Predsednik vlade, vaša vlada je vlada višjih davkov, vlada novih omejitev, birokratskih ovir in prepovedi. Zakonom o gostinstvu želite omejiti ljudi pri oddajanju njihovega stanovanja ali hiše, celo zgolj na mesec ali dva. Ljudje, ki so vlagali tisoče evrov svojih prihrankov, svoje nepremičnine, da bi svojim znanjem in delom nekaj zaslužili, in potem pride Golobova vlada in jim reče ne. Omejitev seveda ne velja za vas, ki dopustujete čez mejo v Karigadorju, Hrvaška, kratkotrajno v nepremičnini. Uvedli ste štempljanje za vse, razen za peščico. Kasneje ste del tega sicer črtali, za kar pa ste potrebovali 1 leto in eno novo birokratsko komisijo, da se je s tem ukvarjala. Stroškov, ki so zaradi tega nastali obrtništvu, podjetništvu, gospodarstvu, pa najbrž niste sešteli. Sprejeli ste pravilnik o prenašanju bremen, ki je neizvedljiv in mu ni para v Evropski uniji. Po besedah podjetnikov je neizvedljiv. Hoteli ste prepovedati drva in najbrž bi tudi jih, če vas ne bi v NSI ustavili. Ker s pravilnikom ste hoteli prepovedati uporabo električnih bojlerjev. S tem bi najbolj udarili finančno najšibkejše. Znova in znova poudarjate, da je prejšnja vlada v epidemiji vladala z odloki. Vaša vlada je v času, ko ni nobenih izrednih razmer, RTV prispevek povišala z odlokom. Trošarino za pivovarje ste povišali kar z uredbo. Z uredbo ste želeli omejiti in dejansko onemogočiti celo veselice. Ja, tudi nočne osvetlitve, tudi celo novoletnih lučk ste se lotili. Spoštovani predsednik, vaša vlada in vaše gibanje se pravzaprav ne more več imenovati Svoboda, ker po vseh teh novih dajatvah in prepovedih, ki ste jih naložili ljudem, se tako ne morete imenovati. Svobode je v času vaše vlade očitno vedno manj. Boste spremenili svoje politike v smer zmanjšanja davčnih bremen, odprave omejitev ter prepovedi za slovenske državljane in gospodarstvo? Morda se pri vprašanjih vzdržimo tistih osebnih pikrih pripomb glede dopustovanj, če ne bomo pa kar vsi po vrsti zdaj povedali, kako preživljamo tudi svoje vikende. Jaz sem bila na primer ta vikend v Sevnici pri svojih starših. Upam, da je to še v redu za opozicijo. Izvolite, spoštovani predsednik vlade. A boste kaj povedali, gospodje? Boste kaj povedali? Ne boste, boste raje tiho, a ne? Boljše tako. Jaz se res opravičujem vsem ostalim, jaz nisem razumel, kaj je vprašanje. Ker sem poslušal o tem, kaj smo hoteli, pa nismo, kaj bi, če ne bi, in kaj vse ne bi bilo narobe, pa ni narobe, ker smo se pravi čas premislili. Ampak ne, brez heca. Res je, epidemije nismo imeli v tem mandatu, smo imeli pa žal opravka s celo vrsto drugih, takih in drugačnih zunanjih okoliščin, od naravnih nesreč do vojne, genocida na Bližnjem vzhodu. Kljub temu smo uspeli prav gospodarstvo, ki ga imajo nekateri najbolj na jeziku, ohraniti v zavidljivi kondiciji. Seveda bi lahko bili davki še nižji in sociale manj v državi. Čisto možno. Opozicija ima pač tak program. Legitimno. Oni bi jemali ljudem in dajali kapitalu. Legitimno. Če bodo dobili tak mandat ljudi, bojo to tudi lahko počeli, mogoče nekoč v prihodnosti. Brez delujočega gospodarstva ne more biti socialne blaginje. In veste kaj? Dobički gospodarstva. To je osnovni kriterij, po katerem kapital meri uspešnost svojih naložb. So rekordni. In kljub temu poslušamo o tem, kaj vse je narobe. Seveda se da boljše. Seveda se da lažje. Treba je iskati ravnotežje. Ravnotežje med tem, kaj je javna storitev, kaj je sociala, kaj je javno zdravstvo, kaj je javno šolstvo, in med tem, da imamo državo, katero tuji gospodarstveniki ne samo, da jo prepoznavajo, veliko in z veseljem vlagajo. Ne, davki niso namenjeni polnjenju nekega imaginarnega proračuna. Davki so namenjeni temu, da lahko vsak od nas, ne glede na to, v kateri družini se je rodil, dobi kvalitetno šolanje, pride do kvalitetne zdravstvene oskrbe, tudi dostojno stara. To je država, v kateri si jaz želim živeti. In ne država, kjer bomo zato, da bodo nekateri bogati lastniki, ki danes mogoče izsiljujejo državo za višje cene, imeli za 5 metrov daljšo jahto. Ne. Predsednik vlade, saj nisem pričakoval, da mi boste kaj drugega rekli, kot to, da niste razumeli preprostih dejstev. Vam bom navedel še nekaj dejstev. Novi višji davki oziroma javne dajatve. Razveljavitev zakona o dohodnini prejšnje vlade 420 milijonov evrov. Prispevek za dolgotrajno oskrbo 1% za delavce, 1% za delodajalce, 1% za upokojence in
za SPE in kmete celo po 2%, 620 milijonov evrov letno. Obvezni zdravstveni prispevek 680 milijonov letno, poleg tega pa še 500 milijonov letno na ZZZS iz proračuna. Neusklajevanje dohodnine v letu 2024 125 milijonov. Povišanje davka od dohodka pravnih oseb v naslednjih 5 letih z 19 na 22% do 200 milijonov. Povišanje RTV prispevka 9,7 milijona letno. Ostrejša ureditev normirancev 12 milijonov evrov na leto. Višja trošarina za proizvajalce piva 6,3 milijona evrov letno več. Skupaj je to med letom 2023 in 2028 7,5 milijard evrov novih javnih dajatev. To znaša 3750 evrov novih javnih dajatev na vsakega državljana. Očitno so tisti, ki delajo in ustvarjajo, sovražniki vaše vlade. In kam gre ves ta denar, predsednik vlade? Ljudje zaslužijo odgovor. Očitno ne gre za zdravstvo, ker ni 30 dni do specialista. Očitno ne za stanovanja, ker nimamo 30 tisoč stanovanj. Ne za dolgotrajno oskrbo, ker ni storitve. Ne za šolstvo in vzgojo in izobraževanje, ker napadate zasebne vrtce. Za varnost tudi ne. Pretepeni kmetje so zdaj že v okolici Ljubljane. Kam gre ta denar? Bili ste minister, zagovarjate krščanske vrednote, dajte se vsaj potruditi, spoštovati, ko naslavljate predsednika vlade in nehajte v svojih poslanskih vprašanjih presojati, česa predsednik vlade razume ali ne razume. To se ponavlja vsakič, ko mu postavljate vprašanje. Jaz mislim, da si zaslužimo več, da se spoštujemo med sabo. Jaz predlagam, da mu izrečete opomin. Jaz verjamem, da vas je slišal tudi vsi, ki se razburjajo na tej strani. Jaz sem vedno vesel, takrat, ko opozicija se vam prej preda. Ko mi začne razlagati, koliko denarja bomo zbrali v letih 27 in 28 tej vladi. Hvala. V letu 23, ko je veljalo še dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vsak od nas plačeval 35 evrov neto, ker če si prišel k zdravniku brez tega, so ti zelo prijazno svetovali, da si takoj skleni, sicer boš ostal brez storitve. Potem teh 35 evrov so privatne zavarovalnice, ki so imele leto predtem 60 milijonov dobičkov, napovedale dvig zaradi inflacije na 45 evrov, kasneje pa še več. Pred 2 leti bi vsi mi plačevali 45 evrov neto ali več. Danes pa sem prepričan 55 ali več, če ne bi ta koalicija, ta vlada ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga preoblikovala v obvezno. Kar naenkrat ni bilo več zasebnega pohlepa po dobičkih, ki bi napihovala cene. Razumem, da je bil povezan tako in drugače interesno. Razumem, da je kakšna stranka od tega imela celo iz preteklosti koristi, ampak teh časov ne bo več. V skladu s poslovnikom predlagam, da o tem neodgovoru, skoraj sprenevedanju predsednika vlade, Državni zbor opravi splošno razpravo. Predsednik vlade je sam rekel, da ne razume mojega vprašanja. Jaz sem se pa odzval, da nisem pričakoval drugega, ampak da sem samo nizal dejstva. Zdaj, težko je ne razumeti dejstev, ampak to lahko kasneje preverimo v magnetogramu. Ni mišljeno slabšalno. Tukaj ste pred poslankami in poslanci. Odgovarjate opozicijskim, prej poslanki, zdaj poslanci. Niste na sprejemnih izpitih za Akademijo za igralstvo. Prvi del vprašanja je bil, ali boste spremenili smer in začeli razbremenjevati podjetnike, obrtnike, tiste, ki ustvarjajo. Drugi del vprašanja, ko ste očitno pač šli mimo odgovora, kam gre ta denar. Delajo cel dan, pojejo sendvič, delajo na strehi, delajo v gradbeništvu ali pa v kmetijstvu. In ti ljudje si zaslužijo odgovor, kam gre ves ta denar. Dobro, o vašem predlogu bomo odločali danes v okviru glasovanj.